Smo leta 1999 na takratnem Gospodarskem vestniku želeli ugotoviti, zakaj sploh internet je in zakaj ga lahko uporabijo podjetja, smo si zadali zelo skromen cilj. Narediti en tak manjšo spletno izložbo, ki bi pokazala, kako internet lahko je koristen, a bi bil lahko koristen za slovenska podjetja. In kot če rečem, v začetku smo začeli zelo skromno. Med vsemi podjetji, ki so bili takrat na naši lestvici največjih podjetij, smo komaj napraskali 48 podjetij, ki so imeli takrat svojo spletno stran. In med tistimi 48 smo pač poiskali takrat najboljšega. Potem pa je, če lahko se temu reče, zgodovina pokazala svoje, interes je bil čedalje večji, ponudba čedalje večja. Potem tudi naš Inetko se je počasi razvijal iz 2 ocenjevalcev na 5, tudi pomen je čedalje večji dobival. Če spomnim, prve podelitve je bilo v pisarni našega urednika, kasneje smo to preselili na določene konference, v Portorož z ustreznim spremljevalnim programom, da kasneje niti ne govorimo, ko je stvar dobila še širšo razsežnost, ko smo Netkota preselili tudi na Gospodarsko zbornico Slovenije. Mogoče so bila medsebojno Netko in pa rast oziroma raba interneta v Sloveniji povezana, s tem, da težko je čisto enake, v bistvu neke čisto natančne povezave med seboj povezati, ker pri nas je bilo še vedno osnova iskati ponudbo, če rečem spletno ponudbo med gospodarstvom, torej iskati najboljšo poslovno spletno stran. In iskali smo med tistimi, ki so bili najboljši takrat. Torej vedno je bila izhodišče lestvica največjih podjetij po prihodku v Sloveniji. Nismo iskali takrat Netkota drugod, ker bi morda je bila celo bolj, kako se reče, produktivna ali pa mogoče celo bolj domiselna sfera, če tako reče. Ampak smo se takrat strogo omejili na to, zakaj bi lahko internet ponudili, če lahko rečem ta izraz, v podjetju.